ker je politika prišla do absurda. Ja, smo pred stavbo Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Tukaj smo zato, ker sem bil jaz tukaj zaposlen in na to se veže ena najpomembnejših tem, katero obravnava naša stranka, in to je cepljenje in medicinska represija. Ja, na tem trgu smo velikokrat protestirali, največkrat za manj, nažalost. To je pač spomenik revolucije za mano in jaz mislim, da je revolucija tisto, kar je zelo pomembno. Konstantna revolucija mora biti med ljudmi, ne pa apatija. Tukaj predvsem mislim na duhovno revolucijo. Prav ljudje, ki se zavedajo, da je cepljenje sporen poseg, pohabljanje imunskega sistema. Druga skupina ljudi so pa ljudje, ki nasprotujejo slovenskemu vpletanju v vojno v Ukrajini. Ali so antivakslerji, torej pripadniki proticepilskega gibanja? Ne mogoče odgovoriti, kaj to antivakser pomeni. Jaz lahko dodam to, da samo odprava obveznega cepljenja ni dovolj. Treba je vzpostaviti osnovne varnostne mehanizme. Osnova znanosti je dvom. Diskreditirajo nas pa s takimi oznakami tisti, ki so sledilci, ki sledijo dogmam, ki ne želijo razmišljati. Na platformi sodelovanja se združujejo podobno misleči posamezniki in novo nastali politični akterji. V Stranki za zdravo družbo brez obveznega cepljenja in digitalnega totalitarizma Agende 2030 se je združil odcepljen del civilno-družbenega gibanja Zdrava družba, ki je kot takšno sodelovalo na zadnjih državnozborskih volitvah. Korupcija je pa edina cvetoča panoga v Sloveniji in mi se zavzemamo za to, da bi se jo legaliziralo. Igralka in nekdanji obraz stranke Levica je bila lani soustanoviteljica stranke Nič od tega, pri kateri je šlo prvotno za satirični politični program, v katerem so obljubljali legalizacijo korupcije, zmago na Euroviziji in neizmerno srečo. Mi smo morali na nek način opozoriti nase, je pa dejstvo, da je v Evropi kar veliko satiričnih strank. Madžari imajo stranko dvorepega psa, Avstrijci, ne vem, stranko pivcev piva in tako naprej. Ker je politika prišla do absurda in ti lahko ogledalo temu absurdu in temu v bistvu pokažeš čez satiro najlažje. In ko so me vprašali, če se hecamo, sem jasno povedala, da mi mislimo smrtno resno. Mislim, da politika danes nima verodostojnosti, da bi posegala v telo posameznika in končna cena vseh neumnosti se plačuje na zdravju. Varnost je čudovit filozofski pojem, na katerem politika manipulira do onemoglosti. In videli smo v času te planirane epidemije, kako se je varnost izkoristila za to, da so se ljudem odvzele vse pravice. Najšibkejši člen, ki potrebuje pomoč, so ljudje, ki so izgubili svoje zdravje. Kako naj državna uprava govori o solidarnosti, če po eni strani povišuje upokojitveno dobo, po drugi strani pa nenormalne količine denarja namenja za vojno v Ukrajini? Ja, ta solidarnost je dejansko dvorezen meč, kajti imamo ogromno socialnih transferjev, ki odtekajo ljudem, ki so sposobni delati, ki bi lahko delali, pa ne želijo. Solidarni pa moramo biti do samih sebe. Denar, ki ga namenjamo za nesmiselne vojne, ki sploh niso naše. Naša politična kampanja bo predvsem temeljila na brezplačni pomoči, a ne tistih entuzijastov, ki nas že zdaj podpirajo. Naj volijo te, ki smo toliko pokončni in toliko ponosni, da gremo na volitve s svojimi lastnimi sredstvi, oboroženi z lastnim znanjem. Zakaj naj jim zaupamo, da bodo v parlamentarnih klopeh še vedno predstavljali predvsem interese ljudi? Nekateri so tam že bili. Ja, pohlep je sigurno velika ovira za to, da se dela za korporacije namesto za ljudi. Za našo stranko lahko rečem, 8 let volonterskega dela je sigurno garancija.